Dober dan, en prav lep kolesarski pozdrav. Danes sem se odpravil na teren, da preverim lučko Brighton Guardia, kako se obnaša na cesti. Če zazna vsa vozila, če katerih vozil ne zazna, oziroma če mogoče sproža kakšne lažne alarme. Ta video snemam v začetku junija, na dan sobote, ko je v Italiji malo več prometa, tako da bo dosti priložnosti, da testiram radar. Vreme je pa tako pretežno oblačno in približno 23 stopinj Celzija. Za začetek, ko sem ravno na tem spustu, pa naj omenim, da se tale lučka obnaša tudi kot štop lampa, kar pomeni, da če zazna zaviranje, preide iz utripanja v močno neprekinjeno svetenje za 2,5 sekunde. Ta funkcija mi je všeč in se mi zdi prav, da tudi vozniki od zadaj vidijo, da zaviraš oziroma da se nekaj dogaja. Zdaj lih na kratko, da opišem, če slučajno kdo ne ve. Tale lučka od zadaj je Brighton Guardia, to je lučka radar, kar pomeni, da gleda nazaj in spremlja vse, kar se tebi približuje. Na cesti je seveda to promet, ki teče mimo tebe, zazna pa tudi promet iz vzporedne ceste ali pa celo iz železniške proge, če se pelješ zraven. Radar sporoči števcu, da se od zadaj nekaj približuje, števec odreagira, zapiska in potem prikazuje vozilo relativno glede na tebe, s kakšno hitrostjo gre in kako daleč je. Če se promet od zadaj približuje z neko normalno hitrostjo, potem je na števcu ta trak z vozili rumen. Če bi pa kakšno vozilo prihajalo izredno hitro, se pa obarva v rdeče. Ko grejo vsa vozila mimo, se trakec obarva v zeleno in potem izgine. Ok, zdaj pa tukaj zavijem desno na eno popolnoma neprometno cesto, da vidim, če se bo sprožil kakšen alarm. Ob cesti so drevesa, krošnje se zaradi vetra majajo, tako da ta možnost zmeraj obstaja. Ja, lej, zaenkrat lahko rečem, kljub vetru in tem krošnjam ob cesti, ni bilo nobenega lažnega alarma. Če od zadaj ni vozila, se pač radar ne sproži. Tukaj moram pojasniti eno stvar, in sicer, če boste gledali starejše posnetke o Brighton Guardii na YouTubu, boste videli, da so različni kolesari zaznali tudi lažne alarme. Ampak to je bilo pred posodobitvijo. Tale zadnja posodobitev je verzija 4.13 in tukaj so očitno te težave odpravili. V prejšnjih verzijah so bile težave tudi z zaostajanjem ikon na števcu. Kolesari so imeli občutek, da realnost malo prehiteva tisto, kar vidijo na števcu. Ampak kar se tiče tega, jaz zaenkrat nisem imel občutka, da bi ikone kakorkoli zaostajale. Šle so precej v skladu z realnostjo in ko je šlo vozilo mimo, so tudi izginile iz ekrana. Ok, pa probam še enkrat tle med temi cipresami. Ja, nimam kaj reči. Če vozilo od zadaj ni, alarma ni. Zdaj pa se zapeljem v mesto, da vidim, kako se Guardia odreže v gostnem prometu. Na odprti cesti radar zazna vozila nekje na razdalji do 190 metrov. To v mestu seveda odpade, tukaj je avto do avta. Bomo videli, kako jih prikazuje. Tukaj sem imel občutek, da enega vozila vmes v gneči ni zaznalo. Ikoni sta bili 2, vozila so bila pa 3. Tako kot se v mestu lahko zgodi, da če so vozila blizu skupaj, ne zazna vseh vozil in nariše kakšno ikono manj, se zgodi tudi, da včasih kakšen avtobus ali pa kamion nariše z 2 ikonama. Pač to je stvar interpretacije, kako radar zaznava predmete okrog sebe in kako potem to sporoči števcu. Opazil sem tudi, da če vozilo za tabo izenači hitrost, potem čez kakšno sekundo na zaslončku izgine, ampak kakor spet pospeši, se ikona na zaslončku znova pokaže.
Zdaj se približujem Redipulji. Če koga zanima, kje se vozim, bom dal od spodaj, tako kot zmeraj, link od moje strave, pa si poglejte. V glavnem tukaj se bom ustavil ob cesti, ker je tak dolg raven odsek z veliko prometa, da si bom lahko v miru ogledal, kako dela radar. Pa tukaj so recimo res težki pogoji, ker je tudi nasprotni promet, ta veter s temi krošnjami in pa zelo kratek odsek. Jaz sem radar Brighton Guardia povezal s števcem Brighton Rider 750 CE, ki ga imam prav tako v testiranju. Ampak to ni nujno. Vi lahko Guardio povežete s katerim koli števcem, z Garminom, z Wahojem, ni pomembno. Spet sem na enem praznem odseku in tudi tukaj nisem zaznal nobenega lažnega alarma. Zdaj se zapeljem na en vzponček na Kras, ki se zelo približa avtocesti, tako da boste videli, kako pobere vozila iz avtoceste. Morate vedeti, da je kakršnakoli radar lučka zelo dobra naložba v vašo varnost. Radar vidi avto od zadaj prej, kakor ga vi lahko slišite. Vi se lahko vozite z nekom v štric in ko na števcu vidite ikono vozila, se umaknete še prej, ko bi šofer od zadaj imel priliko postati živčen. Jaz sem si pred več kot enim letom kupil Garmin Vario za 200 evrov. In takrat sem rekel, da če bi bila 100 evrov manj, bi bila lih prav. No, tale Brighton Guardia je skoraj 130 evrov. Od spodaj v opis videa bom dal tudi seznam trgovin, kjer jo je možno kupiti. Ta seznam se dopolnjuje, tako da lahko pogledate tudi sami, malo pogooglate, pa boste dobili. Kar se tiče zunanje izdelave, je Guardia boljša od Garminove Varie. Je lažja, ima dosti boljši nastavek za montažo, ima LED diodo, s katero vidiš stanje baterije in v kakšnem načinu je. Vozila pa vidi na razdalji do 190 metrov. Kar se tiče prikaza vozil na ekrančku od števca, bi rekel, da je dovolj precizna in natančna. Vseeno pa se mi zdi, da je Garmin Varia mogoče le še za odtenek bolj precizna in da ikone malo bolj gladko drsijo po zaslončku. Lučka Guardia ima 6 različnih načinov, močno svetenje, malo manj močno, nežno utripanje za vožnjo v skupini, dnevni flash, nočni flash ali pa da je lučka ugasnjena. Pri tem je fajn, kadar se približuje od zadaj vozilo, ona spremeni način utripanja in na tak način opozori voznika, ki zaradi tega lahko zmanjša hitrost in te bolj prijazno prehiti. Jaz lučko vedno uporabljam v 4. načinu, se pravi Daily Flash, v katerem naj bi baterija zdržala 17 ur. Realno ne zdrži toliko, zato ker se vmes pri zaviranju prižiga štop lampa, odvisno je pa tudi od količine prometa, ker takrat lučka preide v drugačno utripanje in porablja več baterije. Ampak tako po mojih izkušnjah, kuri približno 10% na uro, se pravi, da jo imam za kakšnih 5 dveurnih voženj, kar je zame popolnoma ok. Jaz dejansko že pripravljam video o tem, kakšna je direktna primerjava na cesti med Brighton Guardio in Garmin Vario. In za vse tiste, ki vas to zanima, lahko povem, da bo ta video v kratkem zunaj. Jaz upam, da vam bo ta moj video pomagal, da si ustvarite tudi sami neko svoje mnenje. Kar se mene tiče, je tale radar zelo dobra pridobitev. Odkar uporabljam radarske lučke, to je zdaj že 1 leto in 3 mesece, se na cesti zagotovo počutim bolj varno in si ne predstavljam več, da bi šel kolesariti brez nje. Kakršna koli vprašanja mi lahko napišete od spodaj v komentarje ali pa privat sporočilo na Instagram. Jaz vam bi vsem zaželel srečno vožnjo. Tisti, ki se boste odločali za lučko, želim dober nakup.
Drugač pa hvala za pozornost in se vidimo prihodnič. Čau, čau.